Z nami je zdaj Goran Hrvaćanin. Goran, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Kdo so carice? Kako so nastale? Tako začel, kako so nastale. To je naš način kaznovanja ljudi, ko v javnosti izjavljajo nespametne stvari. Ampak v tem primeru so carice v bistvu pripadnice balkanskega rodu z nižjo izobrazbo in z nižjo stopnjo asimiliranosti. Humor na račun Balkancev je obstajal še preden ste ga vi začeli prakticirati. Kaj je bilo tisto, kar je užgalo? Jaz bi tako rekel, da recimo prvi val balkanskega humora je prinesel Đuro, ampak to je bil humor, ki je že obstajal in ga je samo predstavil tle. Mogoče naša specialiteta je pa to, da smo asimilirani in lahko pogledamo skozi tretje oko, če hočete, in na Slovence in na Balkance, tako da to strani posmatramo. Ustvarili ste tudi lik Zokija Carja, ki pooseblja vse balkanske stereotipe. Poglejmo insert iz epizode Car na glavni vožnji. Ajmo, Hajken! No, evo, še malo sončka vas gledam, Gospod komisija, te mi malo pederu še tam popaziti. Ja, gospod Zoran, zdaj pa dajte vse od sebe. Vse. Kako vse od sebe? Če damo vse od sebe, pa me nič ne ostane. Kao gospod Zoran smo rekel, a? Valda. SLPD. Špigle, luči, pas i 10 do 2. Ima da smo do 2 konj zadovoljni. Kdo je torej Zoki in zakaj ravno Zoki, glede na to, da ste ustvarjalci večinoma tudi pripadniki narodov nekdanje Jugoslavije v Sloveniji? Zoki bi rekel, da je skupek vseh balkanskih, ne balkanskih, v bistvu čefurskih stereotipov, tako neka mačo na steroidih. Vse najslabše stvari združene v enega človeka. So taki stereotipi leteli tudi na vas? Odraščali ste na Jesenicah? Recimo na mene osebno ne, mogoče le zato, ker sem dosti dobro asimiliran, ampak bolj so leteli ne od Slovencev, ampak bolj od strani kolegov oziroma rojakov Balkancev, tam okrog leta 91, ko je prišla vojna. Aha, so se poznale te napetosti tudi med vami? Zelo, ja, ker takrat je bil najbolj pogosto vprašanje, če si Srb, ker Srbi so bili takrat agresori in to je bilo važno, si Srb ali nisi. In glede na to, da se pišem Hrvaćanin, sem to izkoristil, čeprav nisem Hrvat. No, ustvarili ste tudi nekaj videoposnetkov, v katerih se posmehujete prvi generaciji priseljencev. Poglejmo en odlomek, prosim. O tebi govorim, Beno jedna. Kva je? Pa ko ti je dozvolio da diraš moj dlačnik? Nisem ga dirao, kdo je... Kako nisi kad je pokvaren? Kako pokvaren će no? Ja ne dela. Baterijo na file, pametnjaković. Čekaj, to idu one male alkaline što idu u daljinski. Ne, to je un adapter malik s ga dobu zravan, štekaš u njega, a drugi dio veći u štek dozu. A bo šlo? Čekaj, ti mene učiš šta je adapter. Pa ko misliš da te 20 godina šišao mašinom u klozetu? Čutiti je neko zamero do staršev, ki še vedno govorijo slovensko z naglasom. Najbrž je bilo težko odraščati v majhnih stanovanjih. Ne bi rekel, da je to glih zamera, ker ne znajo govoriti, recimo moje še kar, ne še kar, ampak dobro govori, ampak to je tak fonetično specifičen jezik, do katerega imam jaz ful pozitivne čustva. Mislim, se rad s tem igram, tako bi rekel. Odraščati je bilo pa izziv. 4 v 40 kvadratih je tak razmerje, ker se moraš boriti za atom kisika. Tako da... Je humor tudi neke vrste obramba pred temi, kar ste doživljali kot otroci? Pa jaz bi tako rekel, da mi, potomci Balkancev, sploh teh naših starcev priseljencev, smo vsi malo odškrtnjeni nekje. In večina nas, ki se ukvarja s tem izražanjem, da ne rečem z umetnostjo, imamo ta defekt, ki ga izražamo skozi umetnost ali humor. V mojem primeru je v humoru obrambni mehanizem, ja. Torej neke vrste psihoterapija. Ja. Pogojno. Tako je. Humor je zdravilen in to zdravilnost so opazili tudi drugi. Poglejmo insert iz videa Caro življa. O, gliho lamo sam. Ćao, folk. Ime mi je Car. A kličuje me Zoki. Odrašao sam med bloki. Geto pa to. Doživo svašta vidio marskej, tako da jaz vem live. Posluš. Recimo kupuješ avto, a nimaš niti za buhtlo. Valjda greš babico prosat za denar i kad jadna preračuna u dinare, infrakt.
Ode baba, kvazaj, pokliči 112. La, 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 la. Dispečer na drugi strani ti bo povedal, kje z lahko najdeš najbližji avtomatski ma mašino za oživljanje in to avtomatsko. No, ta posnetek je zdaj postal tudi del uradnega učnega gradiva na vseh delavnicah za oživljanje. Torej so vas prepoznale tudi neke resne ustanove, organizacije. Po tem, ko je video rata uspešen, predtem so bili pa veliki problemi, da ga sploh zaštartamo. Ampak ja, pač mlade ne zanima politična korektnost, pač mlade zanima nekdo, ki jim bo približal vsebino na njim razumljiv način. In tako da, če pa lolo, pa če, pa pač tako mora biti. Ja. No, z vašimi sodelavci ste posneli najbolj gledan film Prhostar. Kaj zdaj novega pripravljate? Zdaj, da bi glih razkril, kaj je boljš, da ne bom urekel, ker pač stvari so še v povojih, ampak pripravljamo bolj obsežne projekte, ker teh manjših nekako se zadnje čase ne da več živeti. Bi morali ustanoviti Ministrstvo za čefurske zadeve, kot je uvodoma pisalo v spotu za carice? Mogoče kakšne 10 let nazaj, ko so bili čefuri še tisti bav. Zdaj, ko imamo pa Sirice, pa Irance, pa mislim, da je fokus na njih, tako da smo zdaj pod radarjem. No, to je to za to leto. Najlepša hvala in srečno in vse najboljše v novem letu. Srečno tudi vam, dragi gledalci in gledalke. Poslavljamo se s še enim posnetkom, ki ga je Goran Hrvaćanin posnel za Agencijo za varnost v prometu. Požgi do konca. Nam ti nič. Prosim. A mami ti je prosim, to toliko si mi naredil, človek božji. Sej to je sam praskica, to se spolira. Ma ne, avto stari, frizura, kdo bo to popravil, a? Pa sploh čačkaš ta telefon med vožnjo, če je prepovedano zakonom. Viš kva, glih selfija na Instič objavljam in ne vem, kjer filter bi uporabil, a bi Sierra, a bi X Pro 2. Zagata pa taka, lahko pomagam. Ja.